Za film smo ustvarili kar nekaj zanimivih scen: stanovanje, recepcijo, hodnik in sobe bolnišnice ter zasilni kamp. Ko smo nočne scene snemali podnevi, smo okna z zunanje strani zasenčili, okoli okna smo zgradili črn zaboj in vam postavili luč, ki je v kadru delovala kot mesečina. Podobno smo se lotili tudi scene v tunelu. Ker je bil naš tunel precej krajši od pravega, smo vhod in izhod prekrili in tako ustvarili občutek, da je tunel daljši. Film je poln takšnih in drugačnih iluzij. Vhod v stanovanje smo posneli na 2 lokacijah, notranjost je bila soba v prvem nadstropju stavbe, zunanjost pa v pritličju druge. Ista vrata smo preprosto premaknili. V sceni sanatorija smo isto sobo enkrat opremili kot bolniško sobo s kovinskimi posteljami, nato pa isti prostor preuredili še v operacijsko sobo. Opremili smo jo z omarami, ploščicami in seveda čisto pravo medicinsko opremo iz Tehniškega muzeja Bistra. Da soba res ni delovala enako, smo na drugi steni naredili lažni okvir za vrata. Tudi posebni učinki so bili praktični. Igla za vbod v roko se je v pritisku skrila v cevko. Pri zlomu noge v drugi sceni smo skrili pravo nogo igralca in uporabili mehanizem z umetnim stopalom. Za scene eksplozij in strelov smo s pomočjo šibkih eksplozivov in stisnjenega zraka ustvarili tudi nekaj prepričljivih eksplozij, ki so čisto zares prestrašile naše igralce in olajšale delo ekipi za vizualne učinke. Bil je projekt poln scenografskih in tehničnih izzivov in iluzij.